Odprto. Pogovori o prostoru, arhitekturi in oblikovanju. Dobrodošli v novem podcastu Odprto. Tokrat govorimo o prostorih, ki nastajajo na podlagi zgodb, romanov in drugih literarnih del. O prostorih, ki vzniknejo na odrih in skupaj z nastopajočimi ustvarjajo atmosfero igranih predstav. Govorimo o scenografiji. Z nami bo arhitekt in scenograf Aleksander Vujović, ki se je scenografijo prvič srečal pred 5 leti. V kratkem času mu je uspelo ustvariti nekaj zanimivejših odrskih postavitev, ki jih je nedavno nazaj predstavil na svoji prvi samostojni razstavi v galeriji Desa z naslovom Odkrivanje črne škatle. Scenografija je veja oblikovanja prostora, ki je zelo specifična. Ponavadi je začasna in ima kratko življenjsko dobo. Velikokrat je le vizualna fasada ali projekcija, ki nakazuje določen prostor. Je tudi zelo prilagodljiva in vsestranska. Lahko se premika, obrača, spreminja. Že s pomočjo različne osvetlitve je zmožna pokazati več svojih obrazov. Hkrati ima scenografija izjemno močan čustven naboj. Je izrazita, včasih tudi pretirana. Gradi atmosfero iger in nam razkriva notranji svet likov. Obenem je tudi velikokrat prezrta. Čeprav so igralci v glavnih vlogah, ima scenografija najpomembnejšo stransko vlogo, ki podpira vso zasedbo. Scenografija je lahko bogata in navdušujoča za publiko, lahko pa je povsem preprosta in nas popelje na čustveno raven igranega dela. Nenazadnje je tudi rekvizit, s katerim nastopajo igralci in soustvarjajo zgodbo. Je črna škatla z neskončnim potencialom, ki takrat, ko vanjo posvetimo, ustvari točno tisto, kar v tem trenutku najbolj želimo. Živjo, Aleksander. Živjo. Danes se bomo pogovarjali o scenografiji, o enem tvojem v bistvu konjičku oziroma strasti, ki je prerasla v pomemben del tvojega življenja, kateri posvečaš največ časa. Pa me mogoče zanima za začetek, zakaj scenografija? Kje sta se našla in kaj te je pritegnil pri temu, da si vstopil v to črno škatlo? Ja, zdaj, gledališče sem od nekdaj imel rad kot laični uporabnik, gledalec. Ne. Od majhnega sem ga uporabljal za neke različne premisleke o temah, ki so se kandidirale na odru in v nekih življenjskih situacijah mi je pomagal tudi za autorefleksijo. Sem pa vedno se hkrati nekako dialektično še spraševal, kako so stvari zasnovane, ne? Tako dramaturško, režisersko, predvsem pa fizično, ne? Zdaj, ko se naredi neka čarovnija, kako pa je to izvedeno, ne? Potem kasneje, ko sem se razvijal in šolal kot arhitekt, pa sem mogoče malo zapostavil ob drugih fokusih, ne, sem zapostavil to strast, a pa to zanimanje in je kasneje po fakulteti obudil dosti po naključju, ko me je neka režiserka, ki sem jo spoznal, povabila k sodelovanju prvi predstavi. Ne. Jaz sicer vidim scenografijo kot sestavni del arhitekture, ker če je arhitektura veda o prostoru, ne, je tudi scenografija se ravno tako ukvarja, tematizira prostor odra, ne, ki pa je vsakič drugačen glede na potrebe predstavitve, uprizoritve določenega dela. In v bistvu vse iste razmisleke, iste principe razmišljanja lahko zrcalim v teater, ki sem jih sicer razvijal drugje, na drugih področjih te široke splošne arhitekturne izobrazbe. Ne. Misliš, da izobrazba na področju scenografije, neke vrste specialka, ki jih poznamo v tujini, bi te omejevala ali bi ti dajala neko drugo videnje pri ukvarjanju z prostorom, teatrskim prostorom? Mislim, da nobena izobrazba ne omejuje, ne, če je prav podana in prav sprejeta.
Obstaja tudi pri nas študij magistrski na AGRFT-ju scenografije, s katerim nisem podrobno vsebinsko seznanjen, vem pa, da je. Sam ga nisem obiskoval in sem se pa veliko naučil skozi prakso, skozi teh nekih 10 predstav, v katerih sem kolaboriral tako ali drugače. In gotovo je koristen, zdaj osebno ga ne morem priporočiti, ampak verjamem, da so fajn kadri tudi od tam. Mogoče imajo pa malo drugačno osnovo, ker tudi glede na prvotno izobrazbo, se pravi osnovnega študija do diplomskega, prihajajo iz različnih profilov in potem se tudi to mogoče malo zrcali v njihovih pogledih na uprizoritve. Sam izhajam iz nekega, kar mi je blizu tudi v arhitekturi in urbanizmu, iz razmišljanja v različicah, v bistvu reševanje rebusov, to ljubim, in potem delam recimo pri scenografiji blazno veliko, pa številčne skice, neke rešitve v različnih, dostikrat nasprotujočih si izhodiščih in pa rezultatih in potem se o tem pogovarjamo in debatiramo. Sem bolj pristaš nekako tega raziskovanja, rudarjanja, po diametralnih različicah ali pa kakršnikolih različicah, ki pa pristaš pojma genialne ideje, ki pade iz vesolja in je prava in edina že kar iz prve. Tudi to se daj zgodi, ampak vedno je rad testiram in jo potrdim skozi razmišljanja in prostorske preizkuse. Mogoče je to neka ta naravoslovna plat v mojem umetniškem delu, inženirska, ki se malo pozna. S tem si v bistvu že začel nakazovati neke glavne značilnosti tega scenografskega prostora. Seveda ima podobnosti s fizičnim prostorom, mora pa točno v določenem času, v času predstave, ustvariti to magijo. Je to svoboda? Je to pritisk na ustvarjalca? Je to tisto, kar vedno uspe? To se mi zdi ključno vprašanje, ki se ga zdaj zastavlja in tudi sam v tej dvojnosti uživam in me frustrira, odvisno od stopnje ali pa od tega, kako daleč je neka zadeva v izvedbenem smislu, nek projekt. Oboje je res, to je blazna svoboda, delati soustvarjati umetniško delo in je tudi odvisna od vseh drugih sodelavcev. Scenografija ni samostojen projekt, je zelo odvisna, ona sodeluje v rezultatu neke predstave, neke uprizoritve in je soodvisna seveda predvsem od režije in dramaturgije, pa tudi od kostumografije, lučnega dizajna in tako naprej. Po drugi strani pa mora vse stati, zakoni fizike in drugi veljajo in zakoni požarne varnosti, hočem reči, in fizikalni in pravni zakoni vsi veljajo in morajo biti spoštovani. Tako da ta magija mora biti ustvarjena, ampak še vedno je treba stvari izvesti varno, v skladu s predpisi, praktično, pragmatično, da se hitro razstavi, hitro postavi, da ni pretežko zanesti. In je včasih v nekem navideznem nasprotju z neko lahkotnostjo, ne to zemaljskostjo, ali pa, kako bi rekel, izvanserijskostjo, ki jo mogoče zahteva neko, ali pa preferira neko delo ali pa neka želja po upodobitvi. Tako da se pa vse da, mislim, ne da se vse, ampak to, kar arhitekti znamo, je, da se prilagodimo razmeram in da črpamo iz konteksta. Če se nekaj ne da v neki dvorani ali pa z nekim budžetom ali pa v neki produkcijski družbi, konstelaciji, se pač naredi drugače in se prilagodi mogoče nek point na drugačen način, a pa celo se potegne nek drug zaključek iz predstave. In vedno sem, ko bi rekel, fan dialoga v teh, hkrati pa vedno bolj tudi fan rdečih linij, ki ne smejo biti prehitre in pregrobo zastavljene, ali pa preblizu, tako v tem nekem
manevrskemu polju. Rdeče linije, misliš, linije, do kam lahko? Tako, sprejmaš kompromis. Ne, Aha, ne rdeča nit. ne rdeča nit, ampak neka v bistvu omejitev, do kam s kompromisom greš, kaj pa v bistvu že podira najpomembnejše točke ali pa najpomembnejše rezultate oziroma učinke, ki si jih želel skomunicirati z občinstvom. Ne. In moraš biti pa pragmatičen v svojih zahtevah in željah, to drugače ne bi nič ustvaril. Ne. Spet se pojavlja ta dvojnost. Ja. Ne? Se pravi, ustvarjaš magijo na pragmatičen način, ki deluje na določenem prostoru. V bistvu je snovanje scenografije timsko delo. Timsko delo, ki je direktno vezano na idejo režiserja, ki verjetno vodi eno gledališko predstavo, nastanek gledališke predstave, in dramaturga, ki je ključen element za dinamiko in izpovednost posamezne predstave. Kako ta ideja zakroži med vami? Ja, meni se zdi, da je to, ko bi rekel, dobra šola zame kot arhitekta, da je drugi poziciji, v kateri nastopam. Tam smo arhitekti tisti, vsaj zaenkrat še, ki vodimo projekte in vključujemo druge stroke, kot so gradbeni inženirji, torej statiki ali pa elektro in strojniki in tako, geodeti. In ko si ti eden izmed teh pomembnih členov v nekem drugem procesu, kot je uprizoritveni ali pa dramski proces, ne, je fajn reflektirati svoj odnos do teh sodelavcev, ko si na položaju, ko bi rekel, vodje projekta. In pomembno je, da ljudi vključuješ na ko bi rekel, kreativen način, ne, da jim daš prostor, da se izrazijo, da jih poslušaš, da jih včasih prepričaš, ne, v nekaj. Enaka je pa odgovornost z druge strani, z mene kot scenografa ali pa sodelavca, recimo v arhitekturnem procesu, da v bistvu pa daš ravno tako kreativne rešitve, predloge, da zagovarjaš svoje stvari in da si pripravljen prisluhniti ostalim sodelujočim, predvsem pa v bistvu vodji, ki nosi celosten koncept v glavi, da v bistvu peljemo to ladjo skupaj, ker če začnemo narazen vleč, bo hitro voda začela puščati in se to v predstavi najhitreje pozna, ker je proces najbolj krhek, ker se odnosi v bistvu hitro postanejo osebni in čustvovanja so pa močna, ne, med sodelavci. Ne. Ja. Zanima me odziv igralcev, ker igralci pridejo že na postavljeno scenografijo in niso vključeni v nastajanje tega prostora na odru. Kako se oni odzovejo na tvoje stvaritve? Ja, zelo zanimivo vprašanje. Zelo različno. Zdaj, odvisno od produkcijskega okvirja in pa zastavljenega načina dela. Sam sem velik oboževalec vključevanja, s tem pa ne mislim obremenjevanja vseh deležnikov, ne, v meri, v kateri jim to koristi. Ne. In tako igralcev seveda ne boš z vsakim profilom težil, kako si kaj naredil, ne, ali pa ne vem, z sponskimi vijaki. Je pa fajn, da seveda skladno skupaj z režiserjem, tako, da so na nekih sestankih seznanjeni z nastajočimi idejami, to vključujejo v svoje improvizacije, zamisli. Dostikrat so pomembne markacije, ne, sploh pri večjih projektih, se pravi, da se improvizira z nekimi škatlami ali pa praktikabli ali pa z nekimi nosilci željeno postavljeno scenografijo in se stestira še preden se jo da delati. Ne. Najslabše je, če v bistvu ti nekaj prineseš gotov izdelek brez, ko bi rekel, pravega sopremisleka sodelujočih in se izkaže za slabega. Ne. Potem je veliko denarja, veliko volje stran vrženo in fajn se temu izogniti. Zaradi tega se tudi vključujejo igralci, se delajo markacije, se testirajo ideje, veliko v 3D-ju, zadnja leta veliko uporabljam tudi 3D modele. To sem se naučil od starejšega scenografa, pri katerem sem 2 asistenci naredil, Branka Hojnika. Ne. On je tudi po mojem najboljši slovenski scenograf in
Poleg vsega drugega, kar sem se pri njemu naučil, je tehnična stvar tudi to, da v bistvu se uporabljajo, tako kot jih v arhitekturi, 3D prikazi, renderi, ki dostikrat nadomeščajo prostorsko izkušnjo v na ena merilu v realnosti. Ne. Podloga za tvoje odrske predstavitve so literarna dela oziroma teksti, ki nastanejo v krogu nekega umetniškega kolektiva na podlagi avtorja, dramaturške interpretacije. So to prostori, ki so polni, ki so prazni? Kdaj se ti zdi pri tebi, da je prostor tisti, ki mora močno nagovoriti, pa kdaj se lahko popolnoma umakne igralčevi prezenci na odru? Ja. Ena stvar, ki sem jo z izkušnjami, en razmislek, ki se mi vedno bolj useda vame, je, da scenografija ne sme kričati, ne sme biti sama sebi namenjena, razen če je to v funkciji nekega prizora, pa želje po upodobitvi. Ne sme biti neko preizrazito avtorsko delo, ki ni zasnovano na njeni funkciji, njegovi funkciji v sami predstavi. Tako da proces je ponavadi tak, da vsi preberemo besedilo izhodiščno, ne, in zdaj besedila so različna, ne, od nekih dramskih del, starejših, novejših, do tekstov, ki nastanejo ad hoc in tako. Veliko je dostikrat zapisano v didaskalijah, so prostorski opisi, ne, didaskalije so tiste, ki so mi pomembne. In dostikrat se je potem skupaj z režiserjem in drugimi sodelavci odločamo, kaj neposredno prenesti iz teksta, nekje pa v bistvu interpretiramo stvari čisto po svoje, pa celo v nasprotju z nekim opisom, kar lahko da nek nov uvid, neko novo dinamiko v delo. Tako da je odvisno od primera. Ne. Si se skozi ustvarjanje scenografij oziroma teh prostorskih okvirov, neke dramatične pripovedi odrske, si v tem času spoznal kakšne druge definicije prostora? Razliko, ki te tako privlači, v bistvu, kaj si se kot arhitekt, scenograf naučil v prostoru, ker misliš, da bi se kot samo arhitekt ne mogel? To je zelo, zelo zanimiva tema, s katero se dostikrat v razmišljanjih tudi sam srečam, in največkrat mi pride na misel to, da je to zelo dober test za arhitektov ego, ta neka minljivost avtorskega dela, ne, ta, ko bi rekel, dekonstrukcija svoje stvaritve, ki izgine z zadnjim aplavzom, ne, in pa če je res dobra, se še kdaj pojavi, če ne, pa nikoli več. Ker arhitekti mislimo, da zidamo za vse večne čase in kar projektiramo, da je zelo, ko bi rekel, neodvisno od drugih okoliščin in kritike. V gledališču pa ravno nasprotno. Ne, in tudi ko ustvarjaš z mislijo na podiranje, na razstavljanje, na seljenje, na demontažo, kajti v istem odru, kakorkoli ga ti skušaš v njemu ustvariti neko magijo, kot si rekla, ali pa nek poseben ambient, lahko že naslednji dan ali pa isti dan se ustvari drugi ambient in v istem prostoru in ga ne smeš omejevati ali kakorkoli preglasiti, stopiti izven okvirjev svojega termina postavitve vaj in pa samih ponovitev, ne, predstave. Neke vrste kontejnerska arhitektura, vse, ki mora iti v en kontejner, zelo hiter. Na koncu se pakira vse v tovornjake. Tako da je še manjši okvir, ampak bravo, je res, pragmatizem na koncu nas usmerja
v dimenzioniranje na tovornjak za možnost gostovanja, kajti če predstava se prime, rečemo po domače, oziroma se izkaže za uspešno, lahko veliko gostuje in za gostovanje pa stvari morajo biti praktično narejene, tako da ni izrednih stroškov pa prevozov, ampak v bistvu neke normalne kombi ali pa tovornjak dimenzije morajo sprejeti vso infrastrukturo. Zdaj deluješ kot arhitekt v gledališču, se pravi scenograf v gledališču. Arhitekti imamo pri svojem delu vedno nekoga, ki se zavzema za arhitekturo. Naj bo to naročnik, investitor, z nekom, ki delamo v njegovem, v soodnosu, da bi zgradili najboljši prostor. Kakšna pa so, zdaj če lahko rečem, gledališča ali režiserji kot naročniki? Različni, tako kot vse v življenju. Zelo težko bi posplošil, kako bi rekel, te najemodajalce dela, oziroma pač naročnike, če jim tako rečemo. Lahko je odvisno od hiše, veliko v kateri sodeluješ, se pravi od gledališča. Še več je odvisno od režiserja, ki ima neko začetno vizijo. In na koncu je pa najbolj odvisno od medčloveških odnosov. Zdaj, prva postavka potegne proračun tudi sabo, ki vpliva na zmogljivosti, na neke to zemeljske zmogljivosti, čisto infrastrukturno, finančne, izvedbene sorte. Ampak si upam trditi, da budžet ne sme biti izgovor za ustvarjalnost. Z nič denarja se seveda da zelo malo narediti ali nič, ampak z malo denarja, in to ni izgovor za krčenje sredstev v kulturi nasploh ali v gledališču, ampak za nekaj denarja se pa lahko ustvarijo različne stvari in včasih celo bolj kreativne kot v nekih, ko bi rekel, bolj okornih, zaklenjenih, večjih projektih, ki mogoče delujejo manj prožno, se včasih v bolj kreativnem, sproščenem in razvoju posvečenem okolju da celo več narediti z nižjimi sredstvi. Tako da je tudi to ena izmed tem, s katero se vedno soočamo pri tem delu. So v bistvu proračuni. Eno so honorari, ki zelo nihajo in so v bistvu premajhni praviloma, glede na strokovno delo, avtorski izdelek in pa število ur, ki posvetiš nekemu projektu. Na druge strani so pa še proračuni za izvedbo in te pa so v tendenci krčenja. Še vedno? Še vedno, ja. Po krizi se ni vrnilo na staro, ampak nekako vztrajajo v omejevanju ali celo znižanju budžetov. Tako da bomo videli, kaj bo to pomenilo za same uprizoritve, pa za število prizoritev, pa za možnosti raziskovanja mladih ljudi, ker mi kot mladi ustvarjalci, če se pri 34 lahko štejem v to, moramo imeti priložnost sprobati stvari, tudi pravico do napake, pravico do preizkusa, pravico do tudi zavrnitve nečesa. In kar so vsi naši predhodniki imeli, in to zdaj govorim o celem spektru kulturno-umetniškega ustvarjanja, če tega ni, je težje se razvijati kot ustvarjalec. Kjer projekt do zdaj, pri katerem si sodeloval kot scenograf, ti je dal največjo priložnost za tvoj razvoj? Predvsem projekti, ki so dlje časa trajali. Za gledališče, večino gledališč so ponovadi značilni neki 2,5 mesečni procesi, ker se vse odvije od analize do izvedbe na koncu, se odvija v tem kratkem času. Jaz pa sem sam, ko bi rekel, oboževalec malo daljših procesov in sem imel priložnost sodelovati vsaj pri 3-4 takšnih, ki so trajali 1 leto, pol leta. Tako.
In pri njih sem se tudi največ naučil, največ razmislil, največ idej zavrgel in v bistvu do najboljših rezultatov se mi zdi, da prišel. Mogoče mi je osebno najdražji, ko bi rekel, ena manjša predstava po produkcijskem obsegu, ampak zelo velika po rezultatu, Zborovanje ptic v režiji Nine Rajić, to je bilo njeno magistrsko delo pred leti in predvsem so mi blizu predstave, ki tematizira neko popotovanje, ki je povezano vsebinsko na neke, ko bi rekel, dost znane pa splošno človeške teme, strahove, bivanjske razmisleke, stiske tudi, ki so mogoče izven časovni, ne? In to besedilo je polno tega, ne? Ker gre za neko perzijsko zgodbo iz 12. stoletja, ne? O neki poti nekih ptičev, ne? Ki pa v resnici imajo vse človeške lastnosti, težave in kako bi rekel, priložnosti in ambicije. Ta predstava in pa marsikatera druga, kjer sem sodeloval tudi recimo kot, sem že prej omenil, kot asistent pri 2 projektih, Še ni naslova pa Sinja ptica, ki se zdaj zaključuje. Sem se veliko naučil, so tudi take večji projekti, ki trajajo dlje časa in je tudi scenografskega vidika zahtevnost uporabe več odrov hkrati oziroma zapored v isti predstavi daje neke nove drugačne razsežnosti in tempo in organizacijo dela spravlja v nek višji, na višje obrate in tudi potem se naučiš prepoznaš moč in nujnost selekcije, hitrega odločanja in pa ustrajanja pri nekih osnovnih načelih, od katerih ne odstopaš, hkrati pa sprejemaš veliko kompromisov, da bi ta prišla do izraza. Tako. Zdaj, ko si omenil potovanje, se mi zdi, da tudi ti v svojem strokovnem razvoju si na eni taki poti, ki ima več odcepov. Se pravi, deluješ kot scenograf, si asistent na katedri za urbanizem na ljubljanski fakulteti za arhitekturo, pišeš v strokovnih revijah o prostoru in razmišljaš o vseh razsežnostih prostora. To se mi zdi zelo pomembno, da se to dogaja, da pišemo in govorimo o prostoru. Najdeš v tem polju še kaj časa za tisto pravo arhitekturo, grajeno arhitekturo, tisto za dolg časa? Ja, no pri tej tako imenovani pravi arhitekturi, čeprav meni se zdi vse, kar počnem, da je v bistvu arhitektura, tam imam tudi, ko bi rekel, skromno prakso, skromno po številu ali tempu, dinamiki izvajanja, ne po dosežkih, a pa rezultatih, no, rajši rečem, v kateri pa predvsem prenavljam obstoječe stvari. Ne. Gre za prenove recimo stanovanj, apartmajev, celo nekih drugih javnih prostorov, ne, ki zdaj načrtujemo. Se mi zdi, da je v 20. stoletju bilo toliko zgrajenega, iz potreb seveda in nekih okoliščin, ampak veliko dobrih stvari, veliko pa tudi nepremišljenih in zelo škodljivih objektov, ne, ob tem pa tudi tisti, ki niso takšni, s časom potrebujejo prenovo, bodisi funkcijsko, bodisi celostno programsko ali pa čisto izvedbeno, tehnično in se nekako posvečam takšnim projektom. Ne. Tako da, ne vem, moj prvi tak projektič še ob koncu študija so bile prenova omaric za svojo bivšo gimnazijo, tam je zelo ljub, ne. In potem je šlo v prenove stanovanja, apartmajev in tako. Predvsem delujem tako kot v gledališču, tudi v splošni arhitekturni praksi znotraj nekih že obstoječih lupin, škatelj, ne, kot si omenila, ne, in jih skušam
iz njih izvleči najboljši potencial, jih prilagoditi novim razmeram, potrebam in pa včasih tudi izboljšati ali popraviti. Hvala, Aleksandar, za vse te zelo lepe misli o tem, da v bistvu potrebujemo najprej razmislek v sebi noter, kaj še potrebujemo navzven, ker dejstvo je, da nič več novega ne potrebujemo, da moramo to znati nekako ohranjati in prenoviti za današnji čas. Najlepša hvala za pogovor. Želim ti še veliko črnih škatelj, ki jih bomo lahko obiskali, da nas boš navdušil svojo čarovnijo, pa da boš še kdaj iz črne škatle ven prišel, da se bomo še naslednjič pogovarjali. Hvala lepa za te besede in za povabilo in ja, z veseljem. Hvala. Poslušali ste podcast Odprto. Prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije se zavzemajo za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste o prostoru želeli izvedeti več. Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministrstvo za okolje in prostor.